Spoštovani gospod Avbelj, toplo pozdravljeni v današnji navdihovalnici. Vi ste naš današnji sogovornik za rubriko Navdihni me, Inspire me na portalu, ki ga izdaja Insights, Družba za odkrivanje in razvoj potencialov. Mi smo zelo veseli, da vas je Lidl Slovenija predlagal kot našega sogovornika, sploh zaradi tega, ker ti časi, ko so danes, še toliko bolj pomembno vplivajo na to, kaj mi kot osebe delamo, ko smo zaprti, rečemo temu, doma, med štirimi stenami v občini. Ampak preden greva na tisti bolj fizični del, par takih bolj vprašanj, da vas predstavimo sploh našim gledalkam, gledalcem. Kdo ste vi kot Anže zasebno? Katere lastnosti vas najbolje opišejo? Najprej en lep pozdrav vsem našim gledalcem in gledalkam. Tako, moje ime je Anže Avbelj, po izobrazbi sem profesor športne vzgoje, smer trenerstvo. Kar težko vprašanje, to se je treba mogoče malo zazreti sam vase. Mogoče kdaj kaj česa tudi nočemo izvedeti o sebi. Mogoče pozitivne bi lahko izpostavil vztrajnost, potrpežljivost. Kot negativne pa mogoče včasih malo imam problem s fokusom, preveč stvari me zanima, preveč stvari bi rad počel in seveda mogoče potem kdaj kakšne stvari niso tako dokončane, tako narejene, kot bi lahko bile. Ampak po eni strani pa v bistvu mogoče tudi uživam v tem, tako da se niti ne sekiram. Ampak ja, opažam, da me včasih misli begajo, na računalniku imam kar naenkrat 10 različnih zavihkov. Tako. To bi bil izpostavil kot negativno mogoče. Ja, raznolikost je sicer zabavna reč, če nam pa preveč odnese zadeve v stran, kamor ni, primerno, pa potem pa res izgubljamo energijo. Tako da hvala za to iskrenost, odprtost. Greva pa zdajle kar na tole, zdaj je korona, zaprli smo fitnese, zaprli smo športne objekte. Kaj naj rekreativci, ki so prej recimo obiskovali neko vodeno telovadbo, kaj lahko mi delamo zdaj sami doma, če nimamo ravno hišnega fitnesa, spravi, kaj naj uporabljamo, kako si lahko pomagamo? Zares, veliko ljudi misli, kaj vse potrebujejo za vadbo doma, zares pa ne rabite zares nič. Jaz pravim temu 2 kvadratna metra prostora, neki vole in pa naše telesa so naše glavno primarno orodje. Čisto za primerjavo, jaz tudi v fitnesu, ko je pač le-ta odprt, s strankami praktično ne uporabljam trenažerjev. Trenažerji so mogoče res namenjeni začetnikom, tudi tistim, ki nimajo dovolj znanja, potem so pa tukaj lasna teža, pa seveda za bolj napredne proste uteži. Ravno v tem času smo pri Lidlovi vitalnici pripravili krasne, sva s Hano pripravila za mesec tako november kot december video vsebine za programi, tudi kaj lahko doma naredite, rabite samo telo in pa ničesar drugega, nobenih pripomočkov. Tako da tukaj zaprtje fitnesa, bom rekel, pomanjkanje možnosti ne more biti izgovor. Tako da tisti, ki hoče, ki ima voljo, bo našel ogromno vsebin na spletu. Poglejte si YouTubeov kanal od Lidlove vitalnice, kjer boste našli ogromno vsebin še iz prejšnjih korona časov, kjer sva s Hano tudi pripravila jutranja javljanja in so različne vsebine, tako da mislim, da bo vsakdo našel nekaj zase. Zares, tisto, kar pa hočem poudariti, je pa, da praktično ne potrebujete ničesar. Malo volje in to je to. Se pravi, ni opravičila, so samo izgovori, Tako. Ampak obstaja kakšna razlika med tem, kar naj počnemo odrasli, pa med tem, kar naj počnejo otroci, ali je to pač vseeno? Ja, otroci sigurno, jih je treba drugače motivirati. Tudi za otroke pač ni način, da bomo zdaj otroku rekli, pa naredi 10 sklec. Tukaj izhajam tudi malo čisto iz lastnih izkušenj, sam imam namreč 3. In za otroke recimo treba jih je skozi igro motivirati, treba jih je pripraviti do tega, zelo jih motivira, zelo jim je všeč, če malo zraven delamo, treba jih na hec obrniti. Mogoče tukaj je ena ideja za vse starše, poligon jim pripravite. Poligon jim lahko pripravite kjerkoli, nič ne potrebujete, 3-4 postaje in otrokom je to noro, malo tekmovalnega duha zraven in boste imeli za 1 uro, boste poskrbeli tudi tako, da bodo zares tudi telesno aktivni, ker zdajle je to problem. Otroci ne hodijo v šolo,
že takrat je bilo gibanje omejeno, ga je premalo, to pač študije dokazujejo, zdaj ga je pa še toliko manj, vse se je preselilo pred računalnike, ravno prej smo rekli otrokom, pejte se igrati, pejte ven, zdaj morajo sedeti za računalnikom, tako da je tudi tukaj mogoče apeliram na starše, da poskrbijo tudi za ta del pri otrocih, pri mlajših. Kaj pa odrasli? Odrasli smo pa toliko motivirani, da sami od sebe že hura, zdaj vam naredili 10 pa 15 načepov, pa skvote, pa ne vem kaj. Tako, pri odraslih je pač ta, da temu pravim, aktivacijska energija, ki jo moramo zbrati. Vsi se zavedamo, da je treba. Tudi vsi v bistvu vemo, da potem se boljš počutimo. Sam še tisti preskok, da začnemo, da nekaj naredimo. Okay. Tukaj bi se še na eno stvar navezal. Vsi govorimo v gibanju otrok, v gibanju odraslih, noben pa ne omenja gibanja pri starejših osebah, ki je zelo, zelo pomembno. In pa dejansko telesna aktivnost, tudi vaja za moč, ima doprinos v vsaki starostni skupini. Ne zdaj, če pač oseba stara 70 let, sej ne rabi. Ne, zelo pomembna in v vsakem obdobju so zabeležene benefici na ta račun. Tako da tudi tukaj bi mogoče malo apeliral na mlajše generacije, da poskrbijo, da so tudi njihovi stari starši vsaj malo aktivni. Zdaj tukaj ne govorim o neki, ne vem kakšni telovadbi, lahko je telovadba že čist hoja po stopnicah, vstajanja s stola. Te osnovni gibalni vzorci, ki tudi omogočajo potem vsakemu posamezniku samostojnost v čim daljšo starost. V razmislek. Ne, se zelo strinjam. Mi imamo v našem gospodinjstvu smo 3 generacije, mi imamo tudi 3, ampak imamo hčere in je to prav zanimivo, kako zdaj to zbalansirati, leve, desne. Na srečo smo v naravi, smo odzunaj in lahko gremo vsaj še malo navzven. Za tiste, ki so pa recimo v stanovanjih, v bloku, si pa predstavljam, da je ta čas še bistveno težji. In kaj so zdaj tiste vaje, ki jih lahko delajo? Lahko kakšno pokažete, mislim, kakšna taka, ki jo lahko naredim sede ali pa ne vem, zdaj, če je samo moje telo dovolj. Najprej, če se navežem na to. Jaz mislim, da imamo v Sloveniji vsi to srečo, da imamo te naravne danosti, da nihče tudi praktično sredi mesta ni več kot 5 minut oddaljen od narave. Tako da gremo lahko ven, pač, če se pogovarjamo s kom, ki je v kakšnih velemestih, kako tam izgleda to zaprtje, tam so res omejeni na stanovanja. Pri nas mislim, da zaenkrat je to čist drugačna klima, gremo lahko ven, lahko gremo na bližnji hrib, lahko se zunaj sprehajamo, skratka, čist drugače lahko to dojemamo. Tudi zdaj, ko bojo hladnejše vreme, naj to ne bo izgovor, oblečemo se primerno vremenu, in smo brez težav lahko zunaj. Tako da, kar se pa samih vaj tiče, lahko demonstriram, ampak mislim, da ni potrebe pač vstajanja stola za nekoga starejšega. Lahko je tudi nekdo, ki dalj časa sedi sam za računalnikom, da vsaj malo vstane, da raztegne pogibalke kolka, zadnji del stegna, to se pravi, če si predstavljate te mišice, ki sedimo, so skozi, bom rekel, v takem neaktivnem položaju, lahko bi recimo samo stegnili roke, pa gremo v levo, desno, boste čutili razteg trupa, potem, koliko se tole kaj vidi, bi lahko naredili upogib, izteg, skratka, da vsaj malo, tudi vsem ljudem, ki res pač imajo tako službo ali zdaj šolski mladini, da na vsako uro, pa da ne bomo pretiravali, vsaj na 2 ure, vstanejo za minutko, 2, ni treba tukaj nobene kakšne, bom rekel, večje filozofije, samo da pretegnete telo, mogoče greste 2-krat po stopnicah, gor, dol, toliko, da spet malo zacirkulira krvni obtok, boste se čisto drugače počutili. V bistvu naša telesa res niso narejena za sedenje. In to, kar zdaj delamo, to je kontra vsem. Naša telesa so v osnovi narejena za uporabo. In največjo škodo jim lahko naredimo za sedenjem. Tudi dostikrat opažam, kakšni ljudje, jih je kar malo strah, da bodo začeli z neko vadbo, telovadbo, da ne bodo kaj narobe naredili. Tako je, zelo težko bomo s kakršnokoli vadbo naredili toliko narobe, kakor z dolgotrajno neaktivnostjo. Govorim preko daljšega časovnega obdobja. Ampak dobro, eno je prehrana, je gibanje, zdaj za kardiovaskularno pač bomo tekali gor pa dol po stopnicah, po moje je to že čisto dovolj, recimo.
Ja, no, tudi, absolutno, ampak recimo, če nočeš z masko ali pa če ti je problem ali pa kakorkoli, kaj pa narediti, verjetno je pomembno tudi prehrana, verjetno je pomembno tudi, ne vem, spanje, verjetno je pomembno še kaj drugega tudi, a ne, zdaj glede. Absolutno, ne, vse. Jaz vedno probam, ker me najbolj popularno vprašanje vedno, ne, pa ke se ga kjerkoli srečamo, je, kaj pa je najboljše za nekaj, ne. Žal je tako, zelo enostaven odgovor, ni najboljše stvari, a ne. Tudi kdor poda tak enostaven odgovor, no, je to tako, a ne. Da ne rečem iz trte izvito, a ne. Jaz probam vedno vsakemu razložiti, da ja, vsaka stvar je sestavljena iz mozaikov, ne. Je mozaik, imamo veliko majhnih kamenčkov in vsak ima pomembno vlogo, ne. Če te kamenček ni, ja, slika ni popolna, a ne. In seveda, ne, ena od teh stvari je sigurno prehrana. Zdaj, to je širok spekter, v katerem bi lahko imela svojo oddajo, a ne, ampak sigurno, da vsaj deloma nekaj poudarka damo na to, ne. Zdaj, dejstvo je, ne, da tudi spet v Sloveniji imamo, to je zdajle recimo se pokazalo pri šolski mladini, a ne, ki dela, pač fakulteta za šport dela teste, se je že pri prvem zaprtju se že pozna, ne, na njihovih gibalnih sposobnostih in pa na telesni teži, ki se je povečala, a ne. Kaj bi mogoče tukaj izpostavil, da prilagodite obroke aktivnostim, ki sledijo, ne. To se pravi, če vemo, da nas čaka 6 ur sedenja za računalnikom, a ne, dajmo malo zmanjšati kaloričen vnos, predvsem zmanjšajmo ogljikove hidrate, a ne. Naj ne bo zdaj, bomo imeli, ne vem, koliko, če jih potem v bistvu bomo sedeli, če te energije ne bomo porabili, a ne. Predvsem, da pazimo, da vnašamo kvalitetna živila, bom rekel, čim večjo količino živil, ki jih vidimo prepoznamo v svoji naravni obliki, a ne. To se pravi, ne procesiranih, v bistvu zdajle konzumirajmo sezonsko zelenjavo, ne, v Sloveniji imamo vseeno to srečo, da imamo lastno produkcijo dobro, čim bolj sezonsko, čim bolj sveže, in pa seveda, ja, pazimo na količine, a ne, količine so tiste, ki nas potem, tudi dostikrat spet popularno vprašanje, a to redi, ne. Ja, nobena stvar posebej ne redi, ne, ampak v veliki količini pa seveda redi, ne. Tudi tukaj maščobe so na slabem glasu, pa v osnovi sploh niso toliko problematične, problem je samo njihova kalorična vrednost, ne. 1 gram maščobe ima 9 kilokalorij, ne, medtem ko beljakovine pa ogljikovi hidrati samo 4. To se pravi, 100 gramov maščobe, ke je hitro, a ne, če si predstavljamo malo olja gor dol, je to 900 kilokalorij. To smo pa že skoraj tako čez uč, ne, na neki polovici naše dnevne kalorične porabe, ne. Od tukaj pol problem. Ja, okej, dobro. Glej, zdaj itak glede na to, da ne porabljamo časa z vožnjo levo, desno, v službo, ne vem kam, se lahko bistveno bolj ukvarjamo s tem, kako sestaviti svoj jedilnik v resnici, a ne. Tako da pač boljše to, kot pa se vreči pred televizijo ali pa pred računalnik, pač buliti in zraven prigrizke po možnosti, ne. Hladilnik na dosegu roke, ne, to je problem, a ne, vsakič, ko gremo, se malo ustavi, saj imamo vsi ta problem, saj iskreno sam, jaz imam tako, jaz ko odprem čokolado, jo ne znam malo pustiti, a ne, gre cela. Ampak ja, probamo, ne, zavestno to čim bolj bremzati, ne. Ja, saj če je to enkratna žnja časa, potem to ni problem, ne. Ja, tako. Okej, ampak dobro, zdaj kaj pa tisti vrhunski športniki zdaj v tem obdobju? No, saj za njih takšnih omejitev v resnici ni, ne, bistvenih. Kako oni ohranjate, kako vi ohranjate sploh svojo kondicijo, svoje cilje, kako ste si jih zastavili? Koliko to No, kaj če se najprej navežem na vrhunske športnike pa name, ker to sta dve različni stvari, a ne. Vrhunski športniki mislim, da imajo dovoljenje, da trenirajo, a ne. Tudi, da pač imajo to možnost. Dejstvo je, da za vrhunske športnike je katastrofa, da, ne vem, že en teden pomeni veliko, a ne, v trenažnem procesu. 14 dni je že grozno, a ne. Sploh vsaj toliko, da ohranjajo tisto, bom rekel, bazično, osnovno pripravljenost, ne, saj oni tudi zdajle večinoma jih ne drži forme na najvišjem nivoju, a ne, ker tudi ne vejo, kako ciklizirati, kaj se z njihovim tekmovalnim obdobjem dogaja, skratka, vsi so v nekem takem on hold položaju, ne, tudi sicer naj bi bile olimpijske igre, bomo videli, kako bodo to speljali, ne.
Skratka, so v zelo nezavidljivem položaju. Zato, ker oni recimo morajo tempirati tekmo na pač tekmovalni program, razpored, ki pa se spreminja, ne vejo. Ampak v osnovi sem prepričan, da vsi poskušajo čim več in v najboljših možni meri trenirati, sigurno. Kar se mene tiče, ja, jaz bom pa rekel, jaz pa nimam tekmovalnega urnika, ampak probam pa biti tako skozi čim bolj, bom rekel, fit v nekih takih zame okej telesnih sposobnostih, tako da probam kar skozi nekaj migati. Mogoče tudi ni to, ne vem, toliko optimalno, ampak toliko, da se vsak dan res nekaj naredi. Tega se kar držim, da vsak dan vsaj 1 uro res nekaj delam. Pa zdaj naj bo to tek, lahko je vadba doma, uteži proste, pač jih imam doma, ampak tako, da se da narediti. No, in če so otroci zraven tisti 3, ki ste prej govorili, pa še to družinska aktivnost, pa še zabavno zraven. Otroci se da čisto vse super narediti, mogoče moji so malo bolj to navajeni, oči telovati, in jim je tudi zelo zanimiv, zelo radi sodelujejo, oči pokaži mi, oči kako to, oči dajva še, tako da mogoče kar jaz včasih malo da dajo vsaj malo miru. Skratka, jaz mislim, da otroke se da zelo hitro navdušiti in motivirati. Otroci radi vidijo, otroci se radi gibajo, bolje pa na starših, da to spodbujajo pa razvijajo. Se strinjam, ja. Tudi kaj snemate te stvari, ki jih počnete, kje se vas da kaj virtualno spremljati, pogledati? Sigurno vse je na Lidlovi spletni strani, lidl.si/vitalnica, ali pa na Lidlovem YouTube kanalu, kjer so pač zlistani vsi videi, vse naše in te videi telovadbe in vse naše dogodivščine, od supanja do hoje v hribe, skratka zelo luštno. Tako da tudi recimo pri teh videih za različne tematike skupaj s Hano vedno imamo malo lažjo, težjo izvedbo, tudi različne tematike, vaje za trebuh, tabata, vaje za hrbtenico, tako da mislim, da imate dovolj dela vsi, ki želite, vsaj do novega leta, pa bomo pa že nove pripravili. Super, dolg čas nam torej ne bo, ne? Kakšni so pa kaj odzivi ljudi, ki to spremljajo, ko gledajo, a imate že kakšne take čisto redne, ki vsak dan sodelujejo, sploh takrat, ko ste jutranje te telovadbe imeli, takrat ste tudi jaz vas spremljala, je bilo super? Ta tisma je zelo presenetila, tisto v bistvu smo, dajmo nekaj narediti, izkoristiti, dajmo nekaj ljudem, noben ni točno vedel, kakšen odziv bo, in smo bili res vsi izredno presenečeni. Moram iskreno povedati, da mi je bilo kar malo težko štartati, potem sem bil pa res presenečen, tudi tako čisto osebno, ljudje, ki me poznajo, so bili res tako pozitivne besede, in so vsi imeli tako rutino, mi smo imeli to zjutraj, veliko so rekli, mi se zjutraj zbudimo, naredimo s tabo telovadbo, potem pa po dnevnih aktivnostih, skratka vsak za svoj računalnik. Tako da tiste je bilo zelo, res dobre odzive smo imeli. Tako da smo tudi zdaj pripravili, zdaj smo tudi, mislim, da je že na YouTubeu, si lahko pogledate, tudi vadbo doma, 10 različnih vaj, nam mogoče malo lažjo izvedbo, jaz malo težjo, ker je tudi tako energetsko zelo potratna, bom rekel, kar zahtevna, tako da prižgete pa delate zraven po svojih zmožnostih. Super. A nam lahko kakšno anekdoto osebno poveste? A ste vi kdaj bili v situaciji, ki pa se vam res ni dalo in kaj ste takrat naredili, kako to motivacijo najti? Najtežje je seveda začeti in potem ne samo prvič, pa drugič, pa tretjič, ampak to lepo vsak dan ali pa vsak drugi dan, recimo, da ne bomo, ljudje radi slišimo, da tudi vi, ki ste popolni, še imate kakšen slab dan. Sigurno. Iskreno, pa se zgodi dostikrat, da danes pa res, danes moram pa še to. Bom tako rekel, če res da se čutim, da sem se nasitil, da res brez slabe vesti en dan spustim, sploh, in tudi tako predlagam vsem, bom rekel, rekreativcem, če čutijo, da danes imajo pa res, bom rekel, milo rečeno, odpor, en dan spustimo. Smo se pač, rajši tisti en dan spustimo, se spet malo dobimo, regeneriramo, spet malo željo, potem pa gremo naprej.
Tako da, kar se tega tiče, sigurno, ali pa kdaj ima slab vreme, pa se je težko spraviti, pa doma je fin kavč, pa televizija, zdaj vzuni pa megla. Ampak sam bom rekel, sam se toliko poznam, da vem, da rabim samo da moram sam sebe zbrcati in takoj, ko se spravim na obrate, ko dvignem telesno temperaturo, sem potem tudi čisto osebno, čisto drug človek ratam. No, in tudi potem, lažje funkcioniram, bom rekel, po domače rečeno, je več od mene. Tudi doma imajo več od mene. Je pa tako, da mogoče starejši, zdaj, ko sem, več imam motivacije, manj imam tega, lažje mi je začeti, bolj izkoristim čas, tako čisto mogoče drugače, kot sem se pri nekih 20-ih tega loteval. Okay. A morda še kakšna zadnja misel, popotnica, kaj bi svetovali vsem, ki so uspeli priti do te najine točke pogovora? Ja, če še niste začeli, dajte, samo začnite. Ne, res, iskreno, pač gibanje je pač, naše telo je narejeno za gibanje in gibanje je življenje. Mogoče se vsi tudi preveč tudi tekom pogovora tega nismo izpostavili, se vsi fokusiramo samo na vadbo, kot neka aktivnost, ki jo imamo na uri, ok, to moramo odkljukati. Ne, dajmo povečati količino gibanja v našem vsakdanjem življenju. Tudi to je v bistvu, bom rekel, velik del do uspeha. Povečimo, namesto da gremo z avtom, pojmo peš, saj to vsi vemo, pojmo kdaj po stopnicah. Skratka, ampak te aktivnosti čez dan, ko se naberejo skupaj, pomenijo kar velik delež. Tudi po raziskavah sodeč, ima to veliko večji doprinos, bom rekel, na splošni fitness, na splošno zdravje, kot pa tista pol ure bom zdaj odkljukal. Tako da na to bi mogoče tudi apeliral na vse poslušalce, da bodimo aktivni čez cel dan. Ta druga stvar, dajmo poskrbeti za naše najmlajše, da ne bojo prepuščeni sami sebi, ker se vemo, pač dejstvo je, da ekran, če karikiram, je močno mamilo. Že mi nimamo te moči in rabijo zunanjo omejitev pa usmeritve. Mislim, da so to bile zelo lepe zaključne misli. Hvala lepa, Anže, super, da ste bilo imeti zraven. In veselim se onega dne, ko bomo te jutranje vitalnice ali večerne telovadnice, kakorkoli bomo rekli, delali skupaj in v živo. Do takrat pa bodite zdravi, bodite aktivni in hvala še enkrat. Hvala enako, nasvidenje, živijo. Srečno.